Živjo, moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja magistra industrijske farmacije in danes bom govorila o trenutnih produktih, ki so mi všeč v večerni negi moje kože, in sicer 4 serumi in pa 4 kremice. Najprej uporabim seveda po čiščenju serum, nato pa kremo, da vse lepo zaprem. Kaj so tiste sestavine, ki se najbolj uporabljajo seveda v teh serumih in kremicah? Vedno gledam, da imam zvečer prisotne nekako 4 komponente in to so peptidi, antioksidanti, kakšni retinoidi in pa fermenti, kakšne fermentirane sestavine, probiotiki. Potem pa seveda ne sme manjkati vlažilc. Tako da, če začnem kar s prvim, to je Misha Time Revolution. Gre za Night Repair ampul 5-krat in sicer naj bi bila to še boljša verzija od Estée Lauder Night Repair seruma. Ta ima kar 10 fermentiranih komponent, 4 antioksidante, potem ima noter tudi niacinamid, glicerin, skvalal, pantenol, hialuronsko kislino, v glavnem bomba od seruma in mislim, da je pol ali pa še več kot pol cenejši od seruma Estée Lauder. Pač Estée Lauder je najbolj prodajanih teh večernih serumov, ampak je zelo drag, zato ljudje vedno iščejo neke nadomestila in zelo, zelo dobro nadomestilo, če ne celo boljše, je tale od Misha Time Revolution. Potem naslednji serumček je L'Orealov, ki je mogoče malo bolj dostopen, pa tudi lahko ga dobimo pri nas v trgovini, ne rabimo ga glih na internetu naročati, in to je L'Oreal Midnight Serum. Ta že po embalaži spominja na ta Estée Lauder, ki sem ga prej omenila. L'Oreal ima tukaj tudi en ferment prisoten, drugače ima pa še kakšen glicerin, hialuronsko kislino, skvalan. Ta serum, za razliko od prejšnjega, tako zelo lepo diši, pač parfum ima dodan itak, ne bom tega spet ven dala. Tudi izgled je tak, malo kot od Estée Lauder, tako rahlo rjavkast, oranžen. Zelo lepo diši. Je pa res, da mogoče ga ne bi priporočala osebam, ki imajo zelo občutljivo kožo, ker ima tudi alkohol in pa pač te dišave. Tako da, take, ki imate občutljivo kožo, ga raje ne uporabljati, raje kaj drugega. Drugače pa serumček ful dober. Za tako ceno, kot je. Potem ste mi že slišali večkrat govor tudi o The Ordinary Buffet serumu. Zdaj tale je sploh za posneta, ker je tako krasne barve. Drugače pa to ni original, ta ima bakrove peptide dodane, zato je tudi modre barve. Vendar jaz ne opazim razlike med tem pa med originalnim, razen v tem, da je ta 2-krat dražji kot originalni bufet, ki ima en kup peptidov noter, 7 različnih vrst peptidov, tudi fermentirane sestavine, glicerin, hialuronsko kislino in še ostale vlažilce in je zelo fin, vlažilen, zelo vlažilen serum. Potem pa seveda ne sme manjkati še nek serum, ki ima v sebi retinoide in to je ta Sever Ampul Lift. Odličen serum, ker ima dodano nizko koncentracijo retinola. Ima notri tudi peptide, glicerin, skvalan, glicin, fosfolipide, vitamin C, vitamin E, torej vse, kar si pač želite v negi kože zvečer. Tako, kar se tiče serumov. Zdaj pa še kreme. O tej sem že govorila. Unique Propolis Vitamin Sleeping Mask. Zelo fina za neko suho kožo, za neko izsušeno kožo, za kožo, ki potrebuje res ogromno nege. Vsebuje propolis, vitamin C, beta-glukan, alantoin, aloe vera, gotukolo, niacinamin, glicerin. Skratka, ni da ni. Tekstura je odlična, vendar če imate zelo mastno kožo, vam mogoče bo too much. Meni, kadarkoli počutim, da je koža zategnjena, izsušena ali pa mogoče po uporabi
retinola, kar na debelo lahko namažem to kremo in je res top. V bistvu je bila, mislim, da na Stylevani izbrana za eno najboljših nočnih teh mask, zato sem se tudi odločila za nakup in ni mi žal in sem že ponovila nakup. Potem ena taka magična maska je tale od Dear Klairs Midnight Blue Calming Cream, ki je tako lepa, da je človek z veseljem uporablja. Ampak ni samo lepa, vse ima toliko različnih dobrih komponent, ki kožo pomerjajo in ta pa na koži ne pusti tistega mastnega filma, ampak se lepo vpije in da občutek res tako, da je prekrila, zamaskirala vse, kar ste nanesli od spodaj. Vsebuje isto gotukolo, azulen, rastne faktorje, antioksidante, vlažilce, tako da ne, ni modra koža potem, sam pač na začetku je modra. Je res odlična in z razlogom moram reči, da je ena od bestsellerjev. Potem pa je tukaj še Comfort Zone Skin Regimen tripeptidna krema, ki pa lahko rečem, da je primerna tako za ženske kot za moške, kar se tiče vonja, ker je pač res tak unisex vonj. Je pa, jaz bi rekla, odlična za poletje, odlična za mastno mešano kožo, takoj se vpije. Po zimi bi po mojem bila še premalo vlažilna, za poletje je pa odlična. Jaz se lahko uporabljam v bistvu zjutraj, zvečer, kadar čam. Samo da pogledam, ker ne moram vse na pamet vedeti. Ima peptid, glicerin, vitamine, izvleček regrata, ki pomerja, hialuronsko kislino, karnozin, ki deluje kot antioksidant, tako da je zelo fina na rastlinski osnovi tudi kremica. In potem za konec še tale dragulček, ki je odišavljen, zelo lepo diši. Kako sem to stisala, pa tako, ne, še enkrat, ker preveč lepo gre ven, ali bom pa kar tako pokazala, ki gre tako ven. V glavnem, ta pa vsebuje retinal od Avène, torej Avène Physiolift nočni balzam. Avène Physiolift nočni balzam. Vsebuje pa nizko koncentracijo retinala, ki smo rekli, da je še boljš kot retinol. Toliko nizka koncentracija, da niti ne pušča nobenih rumenih sledi. Vsebuje pa seveda to termalno vodo od Avène, ki jo obožujem v samem spreju, retinal, glicerin, hialuronsko kislino in pa izvleček rjavih morskih alg, ki seveda delujejo kot antioksidant. Tako da je tudi ena zelo fina, hitro pijajoča, nemastna krema. Včasih dam kar še to čez vse te kreme, pač da vse skrb zaprem. Eni si dajo pa naprimer tudi vazelin, tudi če mi tega zmanjka, ne bi bilo dobro, da dam čez vazelin. Tako da to so trenutno moji favoriti. Zanima me, če ste že probali katere od teh, če ste bili enakega mnenja, da so vam tako dobri kot meni, ali ste imeli čisto obratno mnenje. Povejte mi, napišite mi komentar, do naslednjič pa lepo se imejte in čau, čau!